Put your head up, play! Živijo, lep pozdrav vsem, jaz sem Matej. Tokrat se nažalost z Blažem in Markom nismo mogli uskladiti, da bi skupaj posneli en tak pregled tedna, kakršnega mislimo zdaj redno objavljati, upajmo, da vsak teden. Zato sva se dobila z Blažem in malce podebatirala o izjemnem preobratu, ki je v tej sezoni uspel cedeviti v Olimpiji. 13 zaporednih zmag že v Evrokupu in ABA ligi skupaj. Res si zaslužijo, da nekaj rečemo o tem, kar jim je uspelo v drugem delu sezone in seveda z razlogom zdaj dvigujejo naše navijaške apetite. Z Blažem sva nekaj rekla tudi o pričakovanjih sedaj v tej sezoni v Evropi in seveda prvenstvu ABA lige. Pa z Blažem sva seveda morala tudi nekaj reči o slovenskem športnem prazniku v Planici in zaključku sezone skakalcev in skakalk. Pravzaprav sva nekaj rekla o celotni sezoni, upam, da bo tudi to zanimivo, vsekakor pa si tudi oni zaslužijo svoje mesto v tem pregledu tistih največjih dogodkov zadnjega tedna. Z Markom sva pa na začetku podcasta podebatirala o MVP igrah Luke Dončića in njegovih Dallas Mavericksov, ki so se sinoči končno povzpeli na tretje mesto, prehiteli na tretjem mestu lestvice zahodne konference Golden State Warriors. Sicer imajo zdaj še enako število zmag in porazov, vendar zaradi medsebojnih tekem so Mavericksi pred njimi in imajo zdaj pred zadnjimi 5 tekmami vse v svojih rokah. Zakaj si Luka zasluži, da bi se o njem govorilo kot o resnem kandidatu za MVP-ja, in Dallas Mavericksih morda kot o moštvu, ki lahko v končnici preseneti. O vsem tem več z Markom, s katerim sva tudi nekaj rekla o zaključku sezone, poskušala narediti nek napovednik. Enaka vprašanja sva pa v bistvu z Blažem obdelala potem tudi, ko sva govorila o cedeviti Olimpiji. Tako da mislim, da je v tem podcastu več kot dovolj zanimivih topik. Preden pa začnem, bi vas pa samo povabil na naš live stream v živo tole nedeljo, takoj po tekmi Dallas Mavericksov in Milwaukee Bucksov. Bomo namreč začeli stream na YouTubeu, Sportinfo.si YouTube kanal. Če se še niste, se naročite in kliknite tisti zvonček, ki vas bo obvestil o vseh teh vsebinah, pa tudi live streamih. Skratka, začeli ga bomo enkrat takoj po tekmi. Tekma se začne ob 7 po našem času in bo konec tam nekje do 9:30 zagotovo, in takoj zatem se nam lahko pridružite na Sportinfo.si YouTube kanalu, kjer bomo podebatirali o tej tekmi, pa lahko tudi vi poveste kakšno svoje mnenje. Pred tekmo bomo pa verjetno na Twitterju @Sportinfo.si gostili tudi space na to temo in tudi tam se nam seveda lahko pridružite in poveste svoje mnenje ali pa samo poslušate. Skratka, prijazno in lepo vabljeni. Preden pa zares začnemo, bi vas pa samo na hitro še zaprosil, če nam lahko pomagate z všečkom tega posnetka, ali pa, če tega seveda še niste storili, se naročite na naš kanal Sportinfo.si na YouTubeu ali pa na vseh drugih platformah, Spotify, Apple, SoundCloud, Google Podcasts. Povsod smo prisotni, povsod bomo veseli vaših všečkov, še bolj vaše naročnine, še bolj pa vaših komentarjev. To je to, mislim, da sem vas dovolj dolgočasil s stvarmi, ki vas ne zanimajo, zato pojmo veselo na delo. Živijo Marko, kako si, kako gre? Lep pozdrav Celje seveda. Ja, čau, kako si ti? Je že primla kava, ali kako? Po noči sem si pogledal tekmo in zjutraj rabim potem dobro zalogo kave, preden začneva snemati, ampak tokrat še ni najbolj parjela. Mislim pa, da bom lahko skupaj spravil tale podcast. Pol še dobro, da si pogledal samo 3/4, ne? Mislim, da kaj več kot to ni bilo treba gledati. Ja, tale tekma Lakers Dallas je bila končana že o polčasu, Luka pa po 3/4, tako da ja, po 3/4 sem tudi jaz pol šel spat. Verjetno bi lahko šel že v polčasu, pa potem highlighte pogledal. Lakersi letos niso konkurenčna ekipa, če pa ni LeBrona v ekipi, potem pa sploh lahko zgubijo proti vsaki, tudi najslabšim ekipam
proti dobrim ekipam, kot je pa Dallas, pa se zgodi tisto, kar se je zgodilo snoča. Ja, sem prav videl, da je Luka najhitreje v zgodovini NBA dosegel trojni dvojček s 30 točkami. Pa rekordni polčas za Dallas to sezono. In Lakersi so na zadnje prejeli 82 točk v enem polčasu, ko so bili Marko še Minnesota Lakersi. Ko so bili še v Minnesoti, tam 60 let nazaj, so na zadnje prejeli toliko točk v enem samem polčasu. Končen rezultat 128-110. Nekaj bova rekla o tej tekmi, nekaj bova rekla o stanju na lestvici samem zaključku sezone, do konca sezone je še 5-6 tekem. Marko, midva pa bo začela kar s tekmo Dallas Lakers ali te kaj drugega muči v NBA ligi. Zadnje tedne, na zadnje sva 10 dni nazaj govorila, se je takrat zgodil kaj tazga, kar moraš povedati, preden se poglobijo v Dallas. Ne, na srečo nič takšnega. Hotel sem povedati malo nekaj o Lakersih, kar sem opazil takoj na začetku, ko človek reče, to pa ne bo v redu. Sej Luka je bil neverjeten, tudi zelo učinkovit pri metih za 3 in za 2. Ampak v prvih 2 napadih Lakersov najprej Howard zgreši 2 prosta meta, potem pa še vrže spot-up trojko. Veš, da ta noč ne bo v redu šla za Lakers in tako je tudi bilo. Ja, Luka je tekmo začel furiozno. Videl se je, da tukaj se ne misli nič hecati, nič sprenevedati včasih proti kakšnim nasprotnikom, ki so slabši in niže na lestvici, niso resni. Je očitno manj motiviran kot proti dobrim nasprotnikom. Lakersi v tem trenutku niso ekipa, ki lahko resno konkurira najboljšim. Ne samo, če LeBron ne igra, ampak če LeBron ne da 50 točk. Praktično edinokrat zmagajo v zadnjih mesecih, ko LeBron da, 40 točk, 50 točk, pa zraven seveda še veliko število skokov in podaj. Se kaže, da morda ne bodo prišli niti v ta play-in turnir, se poslovili od vseh možnosti za play-off že po rednem delu sezone, kar kljub vsem poškodbam bi bila precejšnja katastrofa. Ampak ko sem omenil to, da Luka proti slabšim nasprotnikom včasih malce manj motivirano odigra, tokrat se ni hecel. Vedel je, da je seveda pomembna tekma, lovijo zdaj 3. mesto, dihajo za ovratnik Golden Stateom in želijo si malce prostora pred 5. mestom, seveda. Sledilci, lovilci na 5. mestu, Denver in Utah, tekmo 2 ali 3 prednosti pred temi ekipami ne bi bilo slabo imeti pred zadnjimi 6 tekmami sezone. In to jim je uspelo. Najbolj je pa seveda ponazorilo to Lukovo motivacijo, dejstvo, da je že, mislim, da po 6 minutah imel tam 12 točk, 4 skoke, 4 podaje. Po prvi četrtini je imel pa že 17 točk, 5 skokov, 5 podaj in je bilo jasno, da bo to še ena njegova rekordna tekma. Ja, prvo četrtino je končal s takšno statistiko, katero bi si jo želeli večina NBA igralcev za celo tekmo. Kaj veš, mogoče pa je Luka to bilo tako všeč počivati v zadnji četrtini proti Utahu, da se je odločil, da bo podobno naredil še proti Lakersom in se tako dobro pripravil in zgledal svež tudi proti Clevelandu, ki jih čakajo dejansko danes. Ja, back-to-back tekma, še ena pomembna tekma, če želijo osvojiti 3. mesto, so vse tekme seveda izjemno pomembne. Zdaj ne vem, koliko bi govorila o tej tekmi z Lakersi. Na koncu je Luka končal s 34 točkami, 12 skoki in 12 podajami v manj kot 30 minutah igre. Torej, če bi bila tekma malo bolj blizu, bi verjetno presegel mejo 40 točk, pa morda 15 skokov, 15 podaj. Te statistike Lukove so res za nasprotnike šokantne, za navijače pa nekaj, kar na papirju zgleda fantastično. Če pa pogledaš v živo, pa še toliko bolj. Res je bil nezaustavljiv, obramba Lakersov je porazna. Res so iz ene od najboljših obrambnih ekip to sezono postali ena od najslabših. Da se velik del razloga skriva tudi v tem, da nimajo enega od najboljših obrambnih igralcev lige zdaj že nekaj časa z Anthonyjem Davisom. On naj bi se vrnil še pred zaključkom sezone, a bo to rešilo Lakerse, je tudi eno od vprašanj, ampak je tudi vprašanje, če se jim sploh splača reševati še to sezono ali pa mogoče LeBrona
ki je imel res izjemno sezono, pršparati za še kakšno sezono, pri 37, 38 letih. Se to govorimo že nekaj let za LeBrona, da takih sezon, kot jih ima, ne bo mogel še dolgo imeti, ampak pri 38 letih, lih zanj sem z Blažem tudi debatiral, ko razmišljaš o teh atletih, športnikih, ki na najvišjem nivoju tako izjemno igrajo pri teh letih, je res to lep par. In so z Blažem debatirali ravno o tej paraleli med recimo LeBronom v košarki in Ronaldom v nogometu, ki tudi letos igra na visokem nivoju, pa tudi njegov klub ni tako uspešen, kot bi njegovi navijači pričakovali ali pa želeli, seveda. Ampak to so zdaj že druge debate. Jaz mislim, da Lakersi to sezono vsekakor ne bodo nič resnega dosegli, tudi če se jim uspe uvrstiti v ta play-in. Jaz nisem pričakoval, da bodo tako slabi pred začetkom sezone, ampak vsem nam je bilo pa jasno, da Westbrook in LeBron nista kombinacija, ki bi lahko delovala. Zraven so pa seveda, pa da se ne bomo poglabljali v njih, izgubili še par koristnih igralcev, ki bi tej ekipi predvsem bolj pomagali kot Westbrook. Ampak to so težave Lakersov, ne vem, če imaš tukaj še kakšno misel. Ja, pri Lakersih se hoče samo reči, da če želijo karkoli narediti v play-offu, mora najprej izločiti verjetno Minnesota v play-inu, nato zmagovalce med Clippersi in Pelicani. Paul George je prišel nazaj, tako da je to še težji matchup za njih. Potem pa dobijo ali Phoenix ali Memphis. In že ta prva runda po 2 play-in tekmah bi bila res zelo, zelo težka za njih. Tako da se čisto strinjam s tabo, da letos verjetno ne bojo kaj dosti naredili in naslednje leto mora biti Davis njihov najboljši igralec, če želijo kaj narediti oziroma saj upati na naslov, kajti če bojo spet tako odvisni od LeBrona, se jim bo žal slabo pisalo. Kar pa se tiče Dallasa, res sem vesel, da so ravno pred play-offi ujeli to odlično formo. Vsi imajo razdeljene vloge, vsak ve, kaj mu je početi in pred sabo imajo dokaj lahek razpored. Če gremo čisto na hitrico, Cleveland bi mogli zmagati, zato ker so oslabljeni zaradi poškodb. Zanimivo bo tekmo proti Washingtonu in Porzingisu. Proti Milwaukee bo kar težko, kot smo videli tudi danes, so bili odlični proti Filadelfiji. Detroit pa Portland, to bi mogli biti obvezne zmage. Zadnja tekma sezone pa San Antonio, ki se bori za play-in. Tle mislim, da bo verjetno Kid počival Luko in še koga in bi skoraj upal reči, da bo to poraz. Namreč San Antonio bo zelo motiviran. Odvisno, Marko, tudi od seveda situacije na lestvici. Če bo Dallas do takrat dobro odigral in imel že zagotovljeno 3. mesto, potem verjetno res ne bosta igrala, oziroma ključni igralci pri Dallasu ne bodo igrali. Ampak lahko se pa zgodi, da Dallas zadnjo tekmo tudi potrebuje zmago. Tako da tukaj je, mislim, da še malo nepredvidljivo. Ja, predvsem bo zanimivo videti, ali bodo nekatere ekipe spet kalkulirale in namerno zgubljale, zato da se kakšni drugi ekipi izognejo. Tu mislim predvsem na Utah Jazz in Denver Nuggets, ko sta zdaj čisto poravnana. Minnesota zaostaja za njimi 2 tekmi, se bo sigurno borila za to, da prije ven iz play-ina. Dallas in Golden State pa se bosta borila za 3. mesto. Res je, Marko, prvi 2 mesti sta oddani, Golden State pa ima tudi precej težav. Zdaj, v samem zaključku sezone ne vemo, kdaj se bo vrnil Steph Curry, tudi Clay in Draymond še počivata back-to-back tekme, zagotovo še nista, ko govorimo o njuni formi, tam, kjer bi morala biti, da bi Golden State lahko dali med resne kandidate za naslov ali pa za finale konference, kar na začetku sezone so vsekakor bili, ampak vemo, vsako sezono tudi poškodbe in zdravje seveda odigra pomembno vlogo pri končnem razporedu. No ja, skoraj pri vseh ekipah, z izjemo recimo kakšnega Memphisa, ki je pa brez Ja Moranta ravnokar vpisal že 18. zmago ob samo 2 porazih. Torej brez Ja Moranta imajo 18 zmag in 2 poraza. To res kaže, koliko boljšo ekipo imajo od Luke in kaže seveda, zakaj bi Luka moral biti v MVP bitki in bitki za prvo peterko lige pred Ja Morantom ali pa z Ja Morantom v prvi peterki lige. Ampak to so že druge debate. Je pa tudi to ena stvar, Marko, ki se bo zdaj na koncu sezone odločala. Prva peterka lige, MVP bitka, tudi to so topike, o katerih zdaj redno govorimo, ker so stvari tudi tam zelo izenačene. Namreč
prvi trije MVP kandidati, Giannis, Jokić in Embiid, imajo vsi dobre možnosti, resne možnosti za osvojitev MVP naslova. Prva peterka lige pa tudi še ni določena in poleg zmag bo Luka potreboval tudi zelo dobre predstave, taka kot je bila sinočnja, da si bo izboril to prvo peterko lige in morda na koncu končal med prvimi 4 MVP kandidati, verjetno na 4. mestu, ker bo stežka prehitel prve 3, čeprav bi tudi za to lahko dal kakšen argument. Ne vem, ali je to topika, ki te zanima, Marko, ali gledaš zdaj samo na koncu sezone na zmage in playoff in boš potem razmišljal o teh posezonskih nagradah. Ne, NBA me tudi precej zanima in zanimivo je, kako se je spreminjala skozi tedne. Namreč DeRozan, za njega so rekli, da bo sigurno v prvi peterki, potem pa Chicago s slabimi rezultati pokazal, da DeRozan mogoče niti ne sodi v prvo peterko. Konec koncev pa tudi liga se mora še odločiti, ali bo spremenila pravila na takšen način, da bo lahko v prvo peterko tako Embida kot Jokića utaknila. Marko, pravzaprav so že objavili, da je za Jokića in Embida možno glasovati na položaju centra in na položaju krilnega centra. Aha, ok, no potem sta Embiid, Jokić in Giannis praktično 3, 4 in 5, 1 in 2 pa Luka, jaz mislim, da ne more več izpasti iz prve peterke. Kdo bo pa zraven njega, ali bo Morant, kar je verjetno več ne, ker je poškodovan, bomo pa še videli, ampak mislim, da je to, kar se tiče prve peterke. Ja, nazadnje, ko smo debatirali ravno o tem, sem rekel, da bi jaz golfal in dal Giannisa, Jokića in Embida v prvo peterko. Jokića bi dal na 4, Embida na 5, Giannisa na 3. Potem sta pa seveda še vprašanje oba branilska položaja in se strinjam s tabo. Glede na to, da sta glavna konkurenta večji del sezone bila Ja in Steph Curry za prvo peterko lige, mislim, da je Luka brez dvoma prehitel zdaj oba in če bo odigral na nivoju še preostale tekme, ga ta dva ne bi smela prehiteti v prvi peterki. Je pa še vprašanje Bookerja tukaj, ki v zadnjem času tudi dobiva precej hajpa. Mnogi pravijo, da bi si najboljša ekipa lige zaslužila tudi vsaj enega igralca v prvi peterki. Jaz pa mislim, da najboljša ekipa lige ima lahko 2 igralca v drugi peterki ali pa enega v drugi in enega v tretji, še vedno 2 med top 15, govorimo namreč še o CP3-u, Chrisu Paulu, poleg Bookerja. Mislim, da noben od njiju ni imel boljše sezone kot recimo Luka. Mislim, da CP3 tudi ni imel boljše sezone kot Ja ali Steph. Za Bookerja bi se dal debatirati, ampak če gledamo, kako dobro ekipo imajo Sunsi, zmagujejo, če ni Bookerja, zmagujejo, če ni Chrisa Paula, zmagujejo, če ni obeh, zmagujejo, če ni Chrisa Paula, Bookerja, pa še Aytona in imajo res izjemno ekipo. Podobno kot Memphis Grizzly, to sta pa tudi 2 najboljši ekipi Zahoda, 2 najglobji ekipi Zahoda. To tudi nazorno potrjuje, kako pomembna je globina, ko govorimo o teh dobrih ekipah. Ne bi pa dal Bookerja in CP3-ja recimo v prvi 2 peterki, da bi bila oba med prvih 10. Mislim, da bi s tem malce razvrednotili prispevek njunih soigralcev, ki so tudi odlični. Zagovorniki takšnih igralcev, kot so Morant in Booker, bi zdaj rekli, da niso oni krivi za to, da igrajo dobri ekipi. Ravno tako bi lahko Booker igral v takšni ekipi, kot je Denver ali Dallas in dajal po 30-35 pik in bi končal v prvi peterki. Zato, ker pa igrajo tako dobri ekipi, ne rabi toliko izstopati oziroma daje toliko pik kot Luka ali kot Jokić recimo, ne? Tako da tle lahko okoli tega škar debatiramo. Ravno tako kot Durant ni zmagal MVP-ja, zato ker je igral z Stephom, pa Clayem in Draymondom, ne? Ampak ravno to je argument zoper Bookerja, ker ima tako dobro ekipo. Na drugi strani pa ne vem, če bi se strinjal s tabo, da bi Booker v recimo slabši ekipi dajal toliko točk, ker namreč smo lahko videli Bookerja 4 leta v slabi oziroma slabši ekipi pred prihodom CP3-ja, tudi z Aytonom in recimo Bridgesom, ki je tudi del tega ožjega jedra in eden od pomembnejših igralcev.
ampak brez CP3 še vedno niso bili playoff ekipa. Booker pa tudi ni playmaker na nivoju Luke ali pa Jokića, teh dveh igralcev, ki si jih omenil. Zato mislim, da on sam ne bi mogel slabšo ekipo potegniti tako visoko, kot lahko to recimo naredita Jokić ali Luka. Mislim, da dosedanja igra to potrjuje. No, v najboljši sezoni imel 27 točk in 7 podaj ter 4 skoke, kar nikakor ni slabo, ampak kot si rekel, v play-offe se ni uspel vrstiti, dokler ni CP3 prišel k njim in to je verjetno vse, kar lahko povemo o njegovih šansah za All-NBA prvo ekipo. To so debate, ki jih bomo do konca sezone nedvomno imeli še večkrat. Bi še kaj dodal tukaj, spregovorila sem malo v zadnjih tekmah Dallasa, pogledala nekaj naslednjih tekem, lestvico, MVP bitko, All-NBA. Imaš še kakšno misel na glavi, preden midva zaključiva in nadaljujemo z debato o CD-viti Olimpiji pa Planici? Jaz predvsem upam, da se bova vzela v kakšnem od naslednjih podcastov čas za preleteti še vzhodno konferenco, ki je zelo zanimiva, zelo majhne razlike med ekipami, zelo majhne razlike tudi med MVP kandidati. Ampak kot si rekel, zdaj mislim, da so bila dovolj dolga in gremo počasi na CD-vito Olimpijo, ne? Res je, Marko, in pred zaključkom sezone bomo zagotovo kakšno rekli tudi o vzhodni konferenci, potem ko bomo vedeli seveda pare play-ina in play-offa, bomo naredili tudi napovednik play-offa, bolj podrobno spregovorili tudi o Goranovem v Brooklynu, Necih, ki so zdaj dobili nazaj še Kyrija, lahko bo igral na domačih tekmah, ampak Neci bodo morali kljub temu odigrati play-in tekme, da se uvrstijo v play-off. Ta ekipa je verjetno največja uganka sezone oziroma ima največji razmak med tistim minimumom in maksimumom. Lahko se zgodi, da sploh ne pridejo v play-off, ne bi bil pa presenečen tudi, če končajo na koncu v finalu vzhodne konference ali pa morda stopijo še korak dlje. In tudi zaradi tega so tako zanimivi. Goran pa vedno bolje igra, res dobro fizično zgleda. To mislim, da je tisto najbolj pomembno tukaj, da zgleda kot igralec, ki lahko še nekaj sezon igra v NBA, če bo seveda imel več sreče z zdravjem. Marko, najlepša hvala, da si lahko zdaj zjutraj na hitro vzel nekaj časa in se kmalu zopet slišva, Anada. Tako je, če ne prej, pa vsekakor v nedeljo. Upam, da se takrat tudi v čim večjem številu vidimo oziroma slišimo s poslušalci. Do takrat pa fajn se imejte, pa adijo. Živijo, čau, z Blažem sva pa, kot sem že napovedal, podebatirala o izjemnem preobratu, ki je CD-viti Olimpiji uspel v tej sezoni, izjemnih igrah v zadnjem času, 12 zaporednih zmag, res fantastične igre, pa slovenski športni praznik v Planici. Tudi o tem sva nekaj rekla in upam, da se vam bo tudi ta del debate zdaj zanimiv. Jojo, Blaž, kako si, kako gre? Pozdravljen, kar v redu, no, moram reči, da je bila luštna športna nedelja za mano. Jaz nisem športu, sem bolj na kavču ležal, ampak sem si pa ogledal veliko športnih dogodkov po televiziji. Res fantastičen športni vikend, pester športni teden, tudi nogometna reprezentanca je ta teden igrala prijateljsko tekmo, remis Hrvaško 1-1, ampak o tem, kdaj drugič v nogometu in nogometni reprezentanci, tudi to more priti na spored, ampak Planica, slovenski skakalni praznik, nekak naš nacionalni športni praznik, ki ga očitno vsi spremljajo, ne čisto vsi, ampak večina, velika večina vsekakor. Pa Olimpija, zdaj tale tekma, Blaž, čim bi začela tale zmaga proti Partizanu, seveda fenomenalna, ampak par dni nazaj so tudi Venecijo, Benetke pošteno našeškali, pa v Evrokupu dobro igrajo v ABA ligi, ampak mogoče začneva s Planico ali bi raj te srbi, da bi kaj rekel o Olimpiji? Ma ne, lahko greva kar na Planico, oziroma ne samo na Planico. Greva na Planico, peva. Pa ne samo na Planico, no, tudi celotno sezono lahko rahlo analizirava o smučarskih skokih, namreč zdaj zaključnimi poleti se je končala ta sezona, ki v bistvu je bila za slovensko smučarsko skakanje moški del, ženski tako ali tako je bil fenomenalen, ampak tudi za moški del jaz mislim, da jo lahko ocenimo kot pozitivno.
Ne nazadnje je pač na koncu Žiga Jelar osvojil mali kristalni globus v poletih, v pokalu narodov. Mislim, da še nismo bili tako zelo visoko in samo za 47 točk smo zgrešili tisto prvo mesto, so nas premagali Avstrijci. Potem tudi, če se spomnimo olimpijske igre, tista srebrna medalja na olimpijskih igrah, potem 4. mesto Petra Prevca na olimpijskih igrah na mali skakalnici in potem svetovno prvenstvo v poletih, kjer v bistvu je Timi Zajc rahlo, bom rekel, če ne bi tisti prvi dan malga usrovno, bi po vsej verjetnosti postal svetovni prvak v poletih, tudi po statistiki mislim, da je v vseh 4 skokih je za nekih 30 metrov ali koliko Mariusa Lindvika, ki je na koncu osvojil naslov, preskakal, ampak sodniške ocene so tudi del tega športa in to pač doprinese k temu, da je bil Zajc na koncu svetovni podprvak v poletih, ampak potem tista fantastična ekipna tekma, kjer so naši dobesedno pretepli vso svetovno konkurenco. Na koncu so v 8 poletih na ekipni tekmi premagali najbližjo reprezentanco za 100 točk in ti si bil res nek fantastičen vrhunec. Potem pa Planica in prva tekma v Planici, vrhunski dosežek, 4 Slovenci na prvih 4 mestih, to se tudi ni še zgodilo nikoli v zgodovini smučarskih poletov, v slovenski zgodovini in so v bistvu na ta način še za malo premagali žensko skakalno reprezentanco, ki je na zadnji tekmi sezone osvojila prva 3 mesta, kar je bila tudi skrita želja njihovega trenerja in potem ekipna tekma v Planici ponovno zmaga, sicer ne tako dominantna kot recimo v Vikersundu na svetovnem prvenstvu, ampak še vedno kar precej prepričljiva in zaključek Peter Prevc 3. mesto, vsi ostali naši fantje so se zvrstili potem od 4. do 7. mesta in pa na koncu še Lovro Kos na 20. Tako da zaključek, vsaj drugi del sezone, prvi del so nekoliko bolj počasi štartali, ampak potem po novem letu in v bistvu nekako z olimpijskimi so pa prišli v formo in kaj ne rečem, res lahko se to sezono oceni kot pozitivno, lahko se tudi pohvali celoten trenerski štab Roberta Hrgoto in vso kompanijo. Res odlično so oddelali to sezono in upajmo, da bo ta trajektorija se usmerila še nekoliko više za prihodnjo sezono, ko pa bo v Planici nordijsko svetovno prvenstvo, kjer pa upam, da bodo naši prišli tako dobro pripravljeni, da bodo ponovno favoriti za medalje. Madonna, tole je bilo vse iz glave, stari moj. Ja, mislim, zdaj si me prav šokiral s tem res celovitim povzetkom celotnega dogajanja, pa na nek način rešil, ker potveš, jaz skokov ne spremljam tako podrobno kot ti užival, ko sem si enkrat šel v Planico ogledati, je to res nekaj fantastičnega za pogled, res dobiš tisti konkreten občutek za kakšne razdalje in velikost, magnitudo celotnega dogodka in samih skokov gre, ampak po televiziji mi pa ne vem, Blaž, nikoli mi ni preveč dišal skokov gledati, oziroma vedno, ko jih začnem gledati, ponavadi pa če gledam, zaspim zraven. Nisem na Twitterju danes videl, da se to pogosto dogaja ljudem. Ne vem, a je to tista fora, a veš, ko pravijo, da preden zaspiš, šteješ ovce, kako skačejo čez ograjo. In ne bi jaz tukaj direktne paralele, ker seveda to so izjemni atleti in športniki, ki imajo poštena jajca, da letijo tako daleč, mogoče ni najbolj primerna paralela, ampak nekako tako zelo hipnotično je vse skupaj, celotna tekma, pa dolgo časa tudi traja, vse spreminjajo zaletne točke in to. In ponovadi samo komentiranje je malo bolj umirjen ton, ni ravno kakšen argentinski ali pa brazilski fuzbal komentator ali pa dobro, to se jih ne moram strinjati, ker se mi zdi, da je komentatorski tandem Stare in Jelko Gros kar taka zabavna kombinacija, tako da tudi če skoki niso lihti najbolj zanimivi, verjamem, da njuno komentiranje bi ti pa bilo. Danes sva se z bratom pogovarjala in sva se nekako strinjala, da če bi ona dva imela en tak svoj podcast, da bi se sam tako pogovarjala o nekih takih random stvarih, jaz bi to z veseljem poslušal, ker ta dva pač res sta tak ubran tandem, skoraj tako kot midva.
Dobro, to si pa, ne vem, bi rekel visoko ali nizko točko postavil za primerjavo, ne vem, v katero smer bi šel, ampak zagotovo tukaj se odmikam tvojemu mnenju in prepuščam tvojemu mnenju. In glede na vse, kar si povedal, si potem domnevam zelo zadovoljen sezono naših skakalcev in skakalk tudi, si tudi ženski del ekipe omenil. Ja, mislim, skakalke so imele res fantastično sezono. Na koncu so tudi osvojile pokal narodov, kar prepričljivo. Edina stvar, v bistvu, ki jim je nekoliko ušla, je bil veliki kristalni globus, ki ga je osvojila Merita Kramer, ampak ne nazadnje sta bile pa Nika Križnar in pa Urša Bogataj potem na 2. in 3. mestu v skupnem seštevku. Sezona ženskih skakalk so bile tako zelo dominantne, da res, če bi osvojile še veliki kristalni globus, bi bilo že kičasto. Sploh, če še pomisliš, da so na olimpijskih igrah sta bile Urša Bogataj olimpijska prvakinja, Nika Križnar je bila 3., potem še tista mešana ekipna tekma z Petrom Prevcem in Timijem Zajcem, kjer so bile zlate. Dejansko, v bistvu, mogoče še edina stvar, ki je niso osvojile, je bila tista zlata sova, ki se je letos prvič v zgodovini podarila, kar je v bistvu zdaj ženska različica novoletne turneje skakalne, kjer je tudi osvojila Merita Kramer, ampak se pravi, če bi pa še veliki kristalni globus pa zlato sovo osvojile ženske, to bi bilo pa res, mislim, že precej kičasto. No. Si rekel zlato sovo? Ja. Nisem vedel, da se tako imenuje nagrada. Učiš me danes, učiš. Ja, to je od letošnje sezone, je to prvič bila podeljena. To je v bistvu ekvivalent novoletni turneji moških in tistega zlatega orla, ki ga dobijo na koncu. Sej, orla štekam, mislim, poleti, letenje, ampak ko pomislim na visoko leteče ptiče, ni sova prvi ptič, na katerega pomislim, ampak dobro, pustimo stati. Se pravi, pol praviš, naša ženska skakalna reprezentanca, naše skakalke, tako kot Dream Team Američani v basketu, Brazilci v fuzbalu. Dejansko kot ekipa so neverjetno močne. In to je v bistvu samo letošnja sezona v moški in ženski konkurenci je v bistvu dokaz tega, kako lahko z nekim pametnim, sistematičnim delom dejansko ustvariš eno tako reprezentanco, ker ne nazadnje takrat, ko so, bom rekel, sesuli celoten sistem in ga postavili na novo vzgoje mladih skakalcev, zdaj žanjemo dejansko te rezultate in ponavadi smo vedno imeli enega, ki je nekoliko pač izstopal in je vlekel celotno sezono, tudi vse ostale, sedaj pa tudi konkurenca znotraj ekipe se in v ženski in moški konkurenci povečuje in to je lahko samo pozitivno, ker se veš, če imaš nekoga, proti komur tekmuješ, lahko tudi sam postaneš boljši in očitno tudi z Robertom Hrgotom, ki je zamenil Bertoncla, kjer stvari vemo, prišlo je do tistega incidenta med Timijem Zajcem in pa njim. In zgleda je pač Robert Hrgota v tem času, kar je zdaj trener moške ekipe, ustvaril neko res pravo kemijo in tudi vidi se, da skakalci med sabo so dobri prijatelji in vse to pač pomaga k tem vrhunskim rezultatom in ne nazadnje, kaj lahko rečemo na to sezono, je samo kapo dol in upajmo, da bo naslednja vsaj tako dobra, upajmo pa, da mogoče še celo malo boljša. Jaz se lahko tem mislim sam pridružujem, a greva zdaj na basket, ki me že malo srbi, da kakšno rečeva o tem preobratu Olimpije. Glede na to, ne vem, mislim, da sva govorila nekaj že o CD9 Olimpiji, ne vem, a sva na Spaceu govorila, ampak vem, da do zdaj, kar smo govorili, vsaj v tistem prvem delu sezone, vsi smo bili razočarani. V prvem delu sezone igre ne v ABA ligi, ne v Evrokupu niso bile prepričljive, niso bile dobre. Govorilo se je že o morebitnih zamenjavah, ne samo trenerja, tudi športnega direktorja. Navijači niso bili zadovoljni s podpisi nekaterih igralcev oziroma so pričakovali več. Potem pa je zgleda vodstvo potegnilo prave poteze, prišli so Dragić, Omić in Jogi Ferrell, ki ga nekateri poznamo še iz Dallasa. In stvari so začele klikati. V zadnjem obdobju CD9 Olimpija igra odlično, fenomenalno in nizajo zmage v Evropskem pokalu in v ABA ligi. Takega preobrata, Blaž, jaz nisem pričakoval, tako drastičnega preobrata, tako odličnih iger in v zadnjem času res igrajo fenomenalno.
Praktično so neporaženi od 2. februarja. Vmes so sicer izgubili, mislim, da 2 tekmi domačega prvenstva, kjer so igrali z mladinci, ampak kar se pa tiče ostalih tekmovanj, pa je Olimpija neporažena. Tako da torej 2 meseca, vsaj na mednarodnem prizorišču in pa dobro, če zraven štejemo še pokal Špar, niso izgubili, kar pa je v bistvu kar lep pokazatelj tega, kako zelo lepo so obrnili to sezono in nenazadnje tudi današnja zmaga proti Partizanu, kjer roko na srce se Olimpija je mučila celo tekmo, ker jim met enostavno ni stekal, so na koncu dobili tudi to tekmo in tudi ta tekma je pokazatelj tega, da ta ekipa Olimpije ima potencial, da lahko naredi marsikaj. Še posebej, če pomislimo, da je Partizan eden izmed prvih favoritov za osvojitev Eurocupa letos. Ja, 6 zaporednih zmag v Eurocupu, tudi 6 zaporednih zmag v ABA ligi, zdaj tale proti Partizanu je bila od teh 6 najbolj blesteča, ampak to ni bila njihova prva zmaga proti Partizanu, so ga premagali že na začetku sezone, tako da vsaj na teh medsebojnih dvobojih imajo prednost, ampak ko so gledala pol malo lestvico v ABA ligi in v Eurocupu se verjetno bo še kaj premaknilo, v ABA ligi pa po vsej verjetnosti bo predvsem pomenilo, da Olimpija ubrani to 3. mesto. Na eno od prvih 2 se bo pa težko prebila. Mogoče lahko kaj konkretno rečejo ravno v tej tekmi proti Partizanu, ki je bila res en tak pravi košarkarski praznik, že dolgo časa ni bilo takega navdušenja, že pred samo tekmo se je govorilo o tem dvoboju, kar se dolgo časa že ne. Mislim, ljudje so nestrpno pričakovali to tekmo, glede na vse te dobre igre v zadnjem času in Olimpija ni razočarala, Blaž, na tej tekmi. Tale niz na konc 12-0 preobrat, ko so se mučili predvsem s trojkami celo tekmo, je bil res fenomenalen zaključek. In ravno, ko so omenjala pač te novo prispele igralce, Jogija Ferela iz Dallasa, on je potem na koncu tudi prelomu odločil tekmo s tistima 2 košema, trojko, dvojko in potem še tisto ukradeno žogo na koncu, s katero je preprečil izenačenje in morebiten podaljšek. Če sem čisto iskren, sem tam nekje ob koncu 3. četrtine sem začel študirati pismo. Jaz mislim, da Olimpija tole lahko dobi v 4. četrtini in pričakoval sem, da bo v bistvu na zadnji koš dobila to tekmo in na koncu se je to dejansko tudi uresničilo in moram reči, da sem se kot žival, ko je zadev Jogi tisti met, še bolj pa sem se drl, ko je ukradel žogo Avramoviču. Dejansko Jogi je imel tekmo zelo tako, do tistega zaključka ni imel dobre tekme, ampak po temu zaključku je pa pokazal, zakaj je v tej sezoni oziroma vsaj v tem drugem delu eden izmed ključnih košarkarjev Cedevite Olimpije. Ne nazadnje pa ne smemo pozabiti tudi recimo Jaka Blažič je bil fantastičen, 25 točk in na koncu tudi nekaj pomembnih trojk, oziroma nekaj pomembnih trojk, zadev je ravno 2 na celi tekmi, ampak je zadev vedno, se mi zdi, da takrat, ko je bilo to najbolj potrebno, ko je Partizan nekako dobival tista krila, da se bo rahlo odlepil, je pa udaril Jaka za eno od teh 2 trojk. Tudi ostali seveda dali so svoje in kaj ne rečem, res vrhunska zmaga, lepa tekma, reklama tako za Olimpijo kot za celotno ligo ABA, kot za košarko nasploh in jaz sem res užival, čeprav mi je srce razbilo res na 150, ampak užival pa sem. Ja, reklama, sojenje, recimo, tako kot smo že vajeni v ABA ligi, ni bilo dobro. Ponavadi ni dobro, ampak ne moramo pa tudi reči, da so sodniki odločili tekmo. Delali so napake v škodo obeh ekip. Se mi zdi, da na začetku malo bolj v škodo Olimpije, potem mogoče na koncu kakšna več v škodo Partizana, ampak potem se je to nekako zglihalo. Tudi vzeli so v Olimpiji konec koncev v samem zaključku tekme en povsem regularen koš Omića. Z boljšim sojenjem bi bila lahko ta reklama, ki si jo omenil, zato sem se malo oglasil, še toliko boljša. Taki igralci, take tekme si zaslužijo tudi odlične sodnike, dobre sodnike, ampak mislim, da sodniki niso pokvarili tega odličnega vzdušja in na koncu tudi niso oropali Olimpijo ali pa podarili Olimpiji zmago. Mislim, da niso odločili tekme, to je ključno. Ko si omenjal Blažiča in Ferela, lahko omenjava še
Zokija Dragiča, ki je tudi igral dobro tekmo, standardno dobro v obrambi, 14 točk, 6 skokov, 3 podaje, 1 ukradena žoga, 1 blokada, 4 favle je izsilil, mimo grede Blažič jih je 9 in proste mete metal 11-11. Prosti meti so bili na tej tekmi zelo pomembni, predvsem zaradi tega, ker jim trojke niso padale. Tudi Omić je odigral dobro tekmo, zdi se mi, da Olimpiji morda predvsem na položaju centra manjka še en, poleg Omića morda nekaj boljši center. August je soliden center, dober, ampak mu manjka neke mase, neke mišic ali pa centimetrov, ampak to so zdaj že druge debate. Edžima sva med samo tekmo, ko sva debatirala, že dovolj skurcala. Pulen ni odigral najboljše tekme, ampak tudi on, saj če gledamo celovito, v zadnjem obdobju upravičuje svoj prihod v Ljubljano. Na drugi strani pri Partizanu je v prvem polčasu predvsem Avramović, ki se je na koncu prvega polčasa razigral, zadev nekaj trojk, povzročal preglavice, dal 19 točk že v prvem polčasu, potem pa boljša obramba na njemu, v drugem polčasu le 2 točki, v drugem polčasu Panter je pa zatresena roka na koncu. Zgrešeni, prosta meta. Ja, tudi to je del košarke in ja, na koncu so Partizanovci zgrešili tiste mete, ki so jih recimo v prvem polčasu grešili igralci Olimpije, ko so si priigrali dobre priložnosti, ampak preprosto jih niso zadevali. No ja, trojke niso zadevali, pravzaprav 3,5 četrtine. Na koncu, v najpomembnejših trenutkih se je odprlo, kot si dejal, Blažič in Jogi Ferrell s tisto ključno trojko, s katero so povedli. Ta zmaga, mislim, da Blaž potrjuje, da Olimpija lahko v zaključku sezone še preseneti. Saj to sem jaz zapisal na Twitterju po sami tekmi. Kaj pa konkretno pomeni preseneti? A so se tvoji apetiti, tvoja pričakovanja zdaj po tej seriji dobrih tekem kaj dvignili? Kaj pričakuješ zdaj v zaključku ABA lige, v zaključku Evrokupa? Evrokup, se sva rekla, zaenkrat je še zelo težko napovedovati, proti komu bojo igrali. Se tudi za ABA ligo še ne vemo, ampak vemo, da bodo morali odigrati tiste dodatne tekme za uvrstitev v polfinale ABA lige. To je zdaj format na 2 zmagi, torej best out of 3, kot pravijo Američani, in bomo zagotovo naredili nek napovednik, ko bomo vedeli, proti komu bodo igrali, ampak pričakuješ zdaj kaj več? Bi bil razočaran, če se jim ne uspe uvrstiti v polfinale, recimo v ABA ligi, pa v Evrokupu, tam pa igrajo na 1 zmago, ta drugi del, in tam ne vemo še proti komu bodo igrali osmino finala, ampak ja, ena tekma je pa tudi zelo nepredvidljiva, kar so ravno pokazali. Recimo zmaga proti Virtusu iz Bolonje, zmaga proti Partizanu danes, da lahko igrajo z vsemi najboljšimi in da lahko tudi premagajo te najboljše. Da ne bom predolg. Tvoje pričakovanje, če so se kaj spremenila, me zanima. Če sem čisto iskren, jaz nekako pričakujem, da se bo Olimpija uvrstila v polfinale lige ABA. Jaz mislim, da bi to moralo jim uspeti in mislim, da sploh s trenutno formo, če jim ne bo uspelo na 2 dobljeni tekmi priti do polfinala, verjetno bodo igrali proti slabšemu nasprotniku od sebe. Mislim, da bi bil to neuspeh. Evrokup je pa tako, zdaj glede na to, da so spremenili format, kjer ena tekma odloča od potnikov v naslednji krog, na eno tekmo pa vemo, da se lahko marsikaj zgodi. Nič kolikokrat je že to bilo dokazano v košarki, še posebej pa v evropski košarki, kjer če si v formi, če dobiš nasprotnika rahlo na levi nogi, ga lahko pač tudi pošteno premagaš. Ne nazadnje je tudi Virtus, vemo kakšno ekipo ima Virtus, vemo kakšen proračun ima Virtus, kakšne igralce, Teodosića, Belinelija, Šengelijo in še bi jih lahko naštevali. Mislim, to so res zvezdniki evropskega in svetovnega formata, pa jih je Olimpija premagala. In to lik dokazuje to, da lahko v Evrokupu, če igraš na eno tekmo, lahko pripraviš tudi kakšno tako zanimivo presenečenje
Slovenije in ravno zaradi tega se mi zdi, da bi znala Olimpija mogoče celo poseči kaj dlje kot le naslednji krog, da bi znala mogoče še kakšen krog dodatno preskočiti. Je pa res, dobiš 2 tekmi, pa si že praktično v polfinalu, ne. Rabijo nek uspeh v tej sezoni, ki bo morda potem tudi naslednjo sezono jim omogočil, da zadržijo nekatere te ključne igralce, kar je Tedeschi že omenil, da je eden od ciljev. In tukaj seveda, če prideš daleč, je potem tudi malo lažje na eni strani igralcu ostati in na drugi strani seči v denarnico, da ta igralec lahko ostane. Tako da jaz res upam, da jim uspe priti v polfinale, finale bi bilo že nekaj neverjetnega, na drugi strani pa v Evrokupu, če jim uspe priti tam v polfinale, bi bila to že fantastična sezona. Ampak jaz bi bil zadovoljen, da jim uspe že tisti preboj preko prvega kroga oziroma iz osmine finala v četrtino. To bi bilo že lepo, pa potem, kot si dejal, na eni tekmi je čisto vse možno in tukaj res dnevna forma odloča, matchupi, ogromno detajlov in je potrebno povedati, da je tukaj tudi Golemac dobro opravil svoje delo in na nek način upravičil zaupanje potem, ko se mu je, kakor smo lahko brali, že dejansko tresel stolček, vsaj nekateri viri so tako poročali. Mislim pa, da je zdaj z tem preobratom tudi on si zagotovil oziroma zaslužil, da ostane še nekaj časa v Olimpiji in da morda bila še ena stvar, o kateri so pa tudi debatirala. Zdaj, ko je prišlo do te izključitve ruskih klubov, ne samo iz Eurolige, tudi iz Evrokupa, bo v obeh prvenstvih nekaj prostih mest, seveda za Olimpijo bi se tukaj morda lahko odpirala kakšna možnost wildcarda, da vsaj naslednjo sezono morda nastopi že v Euroligi, čeprav gre tukaj zdaj za take zelo spekulativne zadeve, ampak je ena stvar, o kateri sva tako na hitro rekla in bi bilo zanimivo. Vemo, da smo slovenski fani frontrunnerji, pa pri vseh športih to velja, od bicikliranja do skokov, do basketa in vseh ostalih športov, seveda, ko gre našim dobro, pridemo v velikem številu in jih podpremo, takrat, ko jim gre bolj težko, ko morda celo bolj rabijo podporo, smo bolj muhavi. In zdaj ta tekma je tudi pokazala, da v Ljubljani so ljudje lačni dobre košarke. Konec koncev, ne samo v Ljubljani. Blaž, si videl, da je bil tudi Zaho na tekmi? Videl je, on je prišel verjetno za Partizan navijati. Ja, za koga drugega pa se je igral za Partizan in sem videl po tekmi je dal tudi izjavo za Partizan TV. Imajo svoj kabelski kanal in nedvomno njegovi so sicer izgubili, ampak je lepo videti tudi Zahota v Ljubljani na tekmi Olimpije. To je pa tudi nekaj, kar ti nekako tako nostalgično pogreje srce. Mislim, fino je videti, da se košarka vsaj v tem klubskem okolju počasi dviguje. Ja, v nogometnem okolju bomo mogli še kakšno reči v kakšnem drugem podcastu. Ne vem, bi tukaj še kaj dodala? Zdajle sva nekako naredila en tak pregled in se zazrla proti prihodnosti, glede na to, kako igrajo, bo Cedevita Olimpija zdajle v naslednjih tednih zagotovo še večkrat prišla na spored naših podcastov in ko bomo seveda zvedeli za njihove nasprotnike v končnici, drugem delu tekmovanj v ABA ligi in Evrokupu, bomo tudi o tem kakšno rekli in potem seveda tudi kakšno analizo naredili po tekmi. Bi še kaj dodal, Blaž? Samo še to bi povedal, da naslednjo nedeljo bova imela live stream na YouTubu po tekmi med Dallasom in Milwaukeejem, tako da boste lahko prišli uživo spremljati najino debato in pozdraven boste lahko tudi pisali svoje vprašanja, na katera bo z veseljem odgovarjala, tako da če si boste vzeli čas po tekmi, lahko pridete na YouTube Sportinfo.si in obljubiva, da bo kamera, tako da naj jo boste lahko tudi videli. Ne vem, Blaž, če bi jaz to reklamiral zaradi tega, ker nimajo ravno obrazov za TV. Kako že pravijo Srbi, obraz, ki ga ima lahko rada samo mama. Mislim, da to velja. Dobro, ti to govor zase. Jaz sem dobil že ta teden kompliment, da zgledam kot Leonardo DiCaprio. Sicer Leonardo DiCaprio, ki ga je razmesaril medved, ampak treba vzeti pozitivo ven iz tega. Zgledam kot Leonardo. Ja, sem hotel reči Leonardo DiCaprio, a je ta oseba imela hudo dioptrijo ali pa na kakšnih substancah je bila ta oseba, ampak praviš
razmesarjen Leonardo DiCaprio, torej je zelo dobro videla. Ja, nič dober. Blaž, lepo se mej, se slišimo, se vidimo. Morda bo tudi med tednom poskušala kakšen podcast še posnet. Seveda v prihodnosti tudi goste planiramo in nove sogovornike, tako kot v preteklosti, tako da bo razgibano, več glasov, več mnen, ponavadi je toliko boljš. To je to, Blaž, bi še kaj dodal, to moram reči. Ja, imam še eno stvar in sicer adijo. Ok, sem se ustrašil, da sem zavrknil, nič, Blaž, maj se, čau. Adijo.